Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis. Oglasov je konec in današnja rubrika Vis-a-vis nosi pridih rubrike Saj ni res pa je. Zakaj? Saj ni res pa je, da je nocoj z menoj legenda Vili Resnik. Lep dober večer tebi in seveda vsem gledalcem. Najlepša hvala, da si prišel v našo oddajo. Rad gostim legende. Bom rekel tako, sem počaščen, pa vendar malo na trnih. Na trnih zaradi česa? Ja, ker ne vem, kaj me boš vprašal, kaj je tako pomembno oziroma zanimivega za gledalce. Se pa bojim po tolikih letih, ker lahko v trenutku izpadeš tudi slabo. Ne, slabo ne, slabo ne. Po takšnem korpusu dela, kot ga imaš ti, kot ga imam jaz, konec koncev, vse smo vendarle oba legendi, seveda hecam se, to je bila šala, ti si legenda. Hočem povedati eno stvar. To so intervjuji, kot vidiš v temnem okolju, marsikdo ga smatra kot zastrašujočega. Ja, je. Veš kaj, čim so kamere, čim je rdeča lučka, je zastrašujoče, ker ne da se vrniti nazaj. To je res. Ko je enkrat eter, ampak mi smo uživo vse. In to je tisti del, ko se jaz rad posvetim gostu in ga vprašam to, kar mene zanima. In kot vprašam veliko glasbenih gostov je, ne kako si začel kariero, kako je vse začel. Zanimajo me tvoji vzorniki iz otroštva, tisti, ki so te pripeljali do tega, da si rekel, da greš v glasbeno kariero, da se boš odločil, jaz bom pa pel. Pošteno ti bom povedal, moja teta je poslušala Tom Johnsona in sem mogel kot otrok za njo to pet. Sem bil star tam 6-7 let in sem znal spreminjati glas. In je bilo všeč. Moj stric... Toma Jonesa? Tom Jones, ja. Ok. What's your name, pussycat? Ok. Medtem ko stric je pa skozi slaka nabijal in ko sva šla dol, bom rekel, kositi travo za živino, je pa vedno sem avsenika. Oziroma slaka pel, slaka na slaka, skozi smo to pel, visoko nad oblaki in to sem mogel pa tam peti. In takrat sem verjetno, bom rekel, glas utrjeval oziroma štimal. Drugače pa moj oče je edini, ki se mi zdi, da je pel, oziroma, ampak pel je takrat, ki je spil. Drugače bil tih. Drugih sorodnikov, ki bi se ukvarjali z glasbo, pa ne poznam oziroma ne vem. Tako da sem v bistvu kar ena taka črna ovca. Tudi jaz ne vem, odkje imam jaz to. Ali pa mogoče sem se naredil, mogoče niti nimam posluha, oziroma imam posluh, samo nisem vedel, da imam jaz glas, no. Ok. Pa tudi nisi bil dolgo časa odločen, da boš v pop glasbe šel? Nikakor ne. Da si metalc? Jaz sem bil striktno, pazi, tam v srednji, oziroma v osnovni šoli, potem pa že v srednji šoli, za mene obstajalo samo heavy metal. Ampak tak melodičen metal. Vem, da so takrat iskali, tudi v randevujih še prvo so iskali pevca, pa so rekel, da mene, ne bom povedal, koliko sem takrat rekel, ker sem bil poln samega sebe, ampak tega ne bom igral v življenju. Potem so prišli tudi menedžeri od Belo Dugme, takrat so zamenjali glavnega pevca prvega in tudi me ni zanimali, takrat sem se pa malo strašil. In tudi, ko so prišli fantje skupine Pop Design po mene, sem jim povedal, ne bom zdaj direktno rekel tako, kot sem takrat rekel, ampak tega v življenju jaz ne bi pel. In viš, kaj se zgodi za rečenega kruha? Ja, se ga kar nareže. Ja, zelo. Namaže in poje. Ja. Ampak kako pa, odkje pa ta, bi rekel, samozavest, glede na to, da mama ni verjela v tvoje petje, če sem prav... Ja, res je. Moja mama je bila delavka, čistilka in ona je rekla, sine, ti si rojen za to, da boš pač delal oziroma kopal jarke, če ti bo uspelo priti v pisarno, si pa zmagal, da boš na toplem. Ampak jaz sem enkrat rekel potem, sem rekel, le mato prosim, ampak jaz sem pevc. In je znorela, je rekel, kaj boš ti pel? In še do mojega Abrahama je skozi govorila, da ti nimaš glasu, sa nekaj deraš. Sem rekel, matno švarila, ampak bolj se deram, več mi plačajo. In moja mama se ni mogla sprijazniti. No, pri Abrahamu me pa šokirala, sem se mu vprašal, mama, a si kaj spila ali kaj, da ti zdaj všeč moj glas. In ljudem je všeč, jaz tudi osebno sebe težko poslušam. Resno? Zelo. Naprimer, zdaj sem posnel novo pesem in ti bom povedal, in mi reče producent, prav, boš poslušal Vili, kako je, se rekel, stari, ne me matati, veš, da ne bom poslušal, ker ne morem poslušati svojega glasu. Jaz se pa gledati ne morem. Veš, zakaj imamo to? Ne vem. Kaj so nas tepali, da so nam v glavo tepali. Ne, meni moja mama res, mi je hudo, bila je poštena delovka in ko se res cele dneve delala. Moti me samo edino to, da mi je cel življenje govorila, da jaz ne morem uspeti. Kar je pa velik minus, ne za mene, bom rekel nasplošno. To me zanima, kako nisi rekel pol v eni točki, ker otrok,
če se ga, kako bi rekel, če se mu jemlje navdih v eni strani in če se ga ne spodbuja, ga ponovadi mine. Ne? To pomeni po moje, da imaš voljo, da boš dokazal, da ni res. Pa da veš, zakaj si bil poslan. To sem pa šele zdaj v zadnjih letih, sem pa res to dojel in zdaj v bistvu malo izpade že floskula, ampak ja, očitno sem na svet poslan prav zato, da to delam, ker vidim reakcijo ljudi, kako jim polepšam večere. To se mi zdi največ. No? Sej mogoče res včasih malo smešno, ampak ja, če jim ljudem to, bom rekel, da jih razbremenim, življenja, teh problemov, je to za mene največ, bom poslanstvo pravil. Kaj si še lahko zaželiš drugega? Točno to. In sem prav ponosen. Tako da se zato vedno rečem, veš, imamo doma probleme, ker sem drugačen. Jaz sem razpoložen tudi zjutraj, moja, ki mora iti v službo, pomeni, ja, ona pač ne paše, ampak jaz uživam, stari, skozi, ko smo skupaj in ona mi reče, ne guncaš. Okay. Ampak jaz si rečem, ja, ker če bi bil pa normalen, bi pa verjetno hodil v službo, delal 8 ur in bi skoraj da životaril. Kdaj vstajaš po tem takem? Zjutraj ob 5:30. Ob kdaj? 5:30 zjutraj, ja, vsak misel, veš, ko smo glasbeniki taki. Tudi zdaj v soboto sem prišel ob 4 zjutraj, jaz sem bil ob 7, pol 8 že po koncu, ker jaz že delam kofe, oziroma pripravljam za mojo, da je postavim, da spiva skupaj kofe. Se potem grem kasneje spat še. To je zelo pohvalno, ker jaz mislim tako, da svet ne obstaja ob 4:30. Da ga tam okrog 6 začnejo postavljati praktikable. Ja, lahko, ampak sonce. Veš kaj, to moraš imeti prirojeno in moja mama nikoli ni skrbela za mene, kaj posebej, da bom jaz zjutraj vstopil šel takrat v šolo ali pa v službo. Okay. To moraš imeti in to se danes zgublja, kar je velik problem. Kdaj pa hodiš spat po tem takem? Ne, to pa bom rekel zdaj, kar sem toliko ti uvedel, bi šel že ob 8 spat. Okay. Ja, ampak včasih pride situacija, ko me pokliče in nastopam šele ob 1 zjutraj. A ti se pa malo težje. Veš, ko ono gledaš, tako gledaš, a je možno? Jaz bi že spal malo, ampak ne. Pa si še vseeno isto še ne potem, ko prideš tja, ja. Prej si čist dol padaš, kome hodiš, ampak potem prideš tja, je pa adrenalin, stres in uživiš. Okay. Vse potem, ko začneš delati, pa se laufa, pa je fino, tako da, ja, včasih je naporno. Ampak ljudi, na koncu, če smo mi na svetu za to, ljudi to ne zanima, kakšen si, kako si. Ja. Mora biti vedno dobre volje, ker jaz vedno rečem, dragi ljudje, jaz sem vesel, da smo skupaj, zato ker zaradi vas obstaja Bili Resnik. Ampak to zdaj govorimo vsi glasbeniki, ker moramo ugajati tem. Ampak po tolikih letih, 35 letih glasbene scene, je pa to genialno, pa butasto, ampak moraš biti genialno. Jaz pravim, komor v Sloveniji rata tako dolgo hraniti se na sceni, je to v vsakem primeru dosežek. Če si pa dober povrh, se ga pa še toliko večji dosežek. In apropo tega, kar sem zdaj rekel, me pa še ena stvar zanima. Malo komu, sploh na področju glasbe, uspe pri nas, se mi zdi doseči ta nivo, pa ne bom prave besede rekel, ampak druge ne najdem v tem trenutku, slavnosti, se pravi prepoznavnosti, da bi se mogel konkretno skrivati. Zaradi ti si eden izmed teh, ki je to doživel celo do te mere, da si mogel iti na Kubo za en mesec, da si se... Ja, zato, ker sem hotel, ker nisem mogel... Kdaj je bilo to? To je bilo že nazaj, ja, tudi nekih 27 let, ker nisem več mogel zdržati. Ti bom povedal pošteno, ja. Mi vedno kritiziramo te glasbenike, seveda se oddajajo alkoholu, se oddajajo drogam in tako naprej, ampak to je tak skriti pritisk, ko človek nima miru. Veš, kako se zgodi? Neprestano ti hodiš okrog in okrog tebe je skozi naval ljudi, v bistvu zelo malo zraka, da lahko dihaš in posod, kamor greš, ja. Je pritisk, moraš paziti, kako se oblečen, kako se obnašaš, kaj rečeš. Zdaj spade samohvalno, ampak ne, je tako je. Samohvalno bi bilo, če bi samo govoril o tem, pa da si mogel pa fizično iti za en mesec iz Slovenije. Ja. Ne, sem rabo, ker če ne, po moje bi si mu trgal. Po moje bi si mu trgal, ker sem rekel, da ne moram nič videti več, tudi dneva ne, in nikoli ne pozabil, pa smo tudi tja prišli in so rekli moji otroci takrat, so rekli, tata, daj gremo žurati, ob 8 je žur. Ja. Seko, za mene je žur, ob 8 kam šel spat. Zdaj pa, vem, zdaj bo izpadlo, da sem malo nor, ampak ja, rabo sem to, če ne bi tega naredil, ne vem, kako bi bilo, ker
To te blazno izčrpa. Seveda ti moraš energijo tudi ven. Ja. Tukaj ni, da boš prišel enkrat takele vole, enkrat takole. Vedno moraš biti maksimalno. In tudi, na primer, takale stvar, moja reče, pa kaj si tako zmatran? Seveda zmatran, ti si skoncentriran, razmišljaš, da noš na neumnost rekel, moraš biti vedno dober, mislim, kako bi rekel, iskren in to jemlje energijo. Ja, to je res, se pravi, ta konstantna pozornost je očitno izčrpala do te mere, da si mogel iti. Tega ne more veliko ljudi reči. Ja, ne, jaz ne vem, sej... Kdaj je bil vrhunec tega? Ja, leta 98. 98. No, takrat, ja, pozno. Eurosong. In je bilo ubijalsko. Moram reči, tudi takrat sem se po domač rečeno, zdaj bom grdo rekel, ampak gre, ko sem bil na Eurosongu, sem se malo usral, ker je bilo res velik pritisk, velika odgovornost, to je Slovenija. Ti zastopaš Slovenijo, svojo državo. To je največ, kar obstaja. In stari, vem, da sem bil na odru, in na odru sem bil tak, sem se tresel, tredem, en Vili bil pa gor. In on Vili govoril, a da je Vili, sem srov, leti si Vili, pa to znaš, da. Jaz tukaj, ta pravi Vili, pa mali, tihi, je odgovornost in ti veliko živcev vzame to. Kakšne spomine imaš to? Ne, pazi. Eurosong, kot celoto. Fantazija, da sem jaz kot Vili, res kot pevc, oziroma, ker nisem bil nikoli glasbenik. Kje je bilo takrat? V Birminghamu, v Angliji. Okay. In ti bom vedel, da doživiš, ja, to je bilo za mene nepredstavljivo. To še danes rečem, kaj sem doživel. In še danes ljudem rečem, ja, to je ta pesem, ki je ostala in Vili resnih zastopil Slovenijo. Slovenijo, svojo državo, Smo imeli tudi srečo, da smo bili takrat že v bistvu samostojni in da sem lahko to doživel. Nastopil si v prireditvi, ki se je začela z Špico. To je veliko. To že je to. Če to doživiš, si že prvi korak v uspehu. Ja, jaz bi rad, da to Špico spustijo pred našo oddajo, vedno pa nočejo. Ampak imaš v lepem spominu ta? Imamo v lepem spominu, čeprav bila pa tam ena izkušnja. Sicer mogoče bo kdo jezen, ampak pazi, veš, kako je v Sloveniji. Če ne uspeš, če nisi dovolj dober oziroma oproščen dobro, te potem kar mediji nekaj zbrcajo. In predvsem pa novinarji, pač njih zanima samo uspeh. Ja. In to je hudo. Zato vedno rečem, da je prav, da gre nekaj mladi, ki še nimajo kariere, ker za nekoga, ki je že naredil nekaj, je težko. To me, kako bi rekel, čudi pri ljudeh, pa ne bom rekel pri Slovencih, ker pa po moje to lastnost vseh ljudi nasplošno. Nas zanima nekdo, ki bo nad, se pravi, drugi Jezus, potem nas pa vmes ne zanima nič, potem nas pa zanima en, ki ga bomo pa v zemljo zabili in križali. Zakaj je to tako? Če bi vedel, ne vem, ampak to nam je pač seveda. Potem prvo rečeš lepo, super, pa se smo vedeli, da bo to tako. Mi smo takoj proti, ker smo vedeli, ker smo malo pametni, pa smo vedeli, da bo tako. Ampak Eurosong je, že takrat jaz sem hotel po 3 dneh končati, da rečem, da ne bom zastopil, zato ker to je biznis, to je dogovor in to, zdaj pa svet je tudi rado tak, ni več, ni poštenosti, vse je zlagano. In samo to obstaja. Alora, mi pa kot Don Quixoti hodimo zato, ker smo pošteni. In trubadurji. Tako. Pa mi smo kar neki Don Quixoti, res tam mi se borimo z vsemi. Mi bomo zmagali. Mi bomo zmagali. Kaj če res zmaga, kako to, ampak In potem na koncu, kar je še najhujše, se mi zdi, nekdo zmaga in potem ga nič ne vrtijo. Predstavnik Slovenije, mi pa proti njemu stari, ne bomo ga vrteli, ker bomo imeli, ne vem, bo zvezda. Škoda, da je temu tako. Pa še eno vprašanje, ki pa lahko vpraša človek samo glasbenika. Kam se ti zdi, ti si nastopil na Eurosongu takrat, ko je glasba še nekaj veljala, ko so glasbo ustvarjali, izključno glasbeniki, bi rekel. Ker danes jo lahko vsak ima računalnik. In kam se ti zdi, da je v teh 25 letih, ali koliko je od tega glasba prišla? Na Eurosongu. Na Eurosongu. Daleč stran od glasbe. Iz popevk smo prišli kam in zakaj? To mene zanima. Tudi jaz se čudim, veš, kaj pa omenj novinarji, takoj kličejo, naprimer, naslednji dan, kdo ka zmaga na EML, in tako naprej. Ka zmaga, kaj si mislim, za komentar. Jaz pošteno povem,
sem prestar, težko rečem karkoli, ker jaz delam glasbo za ljudi. Zdaj pa to ratalo čisto nekaj drugega, pa rečemo, da sprejmemo ta cirkus, ki je drugačen, ki v bistvu z glasbo skoraj da nima nič veze. In v bistvu spet se pokaže dogovori med državami. Če se ne dogovoriš, pač te ni. In tako je treba vzeti. In meni je hudo za glasbo, ker to je bil le Eurosong, so bile pesmi, ki smo jih peli potem tisto leto, ne, 2. Zdaj pa to ratalo kar eno, če nekdo se reče, da ne bojo vrtel, pač jih tudi ni. Ga nobenega ni. Ne obstaja. Sem te hotel vprašati, a je kakšna skladba z Eurosonga zadnjih 5 let? Spremljaš verjetno, ali slišiš že? Ja, seveda spremljam. Da si misliš, oziroma, da bi rad, to bi si pa jaz želel peti. Škoda, da nisem jaz tega pel, ker jaz, pa nisem pevc, ampak sem pa... Ne, ti moram reči, zdaj se je ratalo toliko veliko stvari v glasbi, pesmi, da, par dni, oziroma rečem mesec dni poslušaš, potem pa kar enkrat zgine in ni več. Očitno je to način življenja in verjetno se bom mogel sprijazniti s tem. Jaz sem srečo, da so pesmi, ki sem jih jaz pel, še vedno po tolikih letih aktualne in da jih ljudje pojejo. Jaz, naprimer, prav ta najbogovi slišijo, jaz ljudem dam pet in oni pojejo. In jaz sem tako vesel in ponosen, seveda me pa po drugi strani moti pa to, da pa to ne odobravamo, ne spoštujemo, kaj se je naredilo dobrega. Ja. To me moti. Ja. In potem jaz kaj malo časih rečem in tako jih po grbi dobi, zato ker zdaj moraš biti tih. Mogoče pa to tista stvar, ki pa nimaš ti vpliva, nima vpliva nihče drug, ampak je dokaz ravno to, da to ljudje, ki začneš najbogovi slišijo pet zraven. Glej, jaz sem vesel, imel sem srečo, da sem se rodil v pravem času, da sem naredil to, kar sem naredil. In jaz vedno rečem, koliko sem, celo, da se zdaj bo spadlo res, da se hvala, ampak jaz sem pa ponosen. Jaz sem ponosen na to, kar sem naredil, ker da ljudje po tolikih letih pojejo. To je genialnost. Ne, bom rekel, kosi na tleh, ne bom ti legal, potepu, fuzbal, bogovi. To so pesmi, ki so evergreen in vsi pojejo. Ja. Alora pomeni, zdaj bom rekel drugače, bolj butasto kmečko, ampak Vili, ti si car. No. A pojemo še Bad Romance od Lady Gaga? Ne, je to še... Ne pojemo. Je to oziv? Ja. Neka generacija sploh ne ve, zakaj to je. Pri meni pa so starši naučili pet, oziroma te pesmi, da jih poslušajo. Ja. Tako da... Omenil si novo skladbo prej. Ja, vesel sem, bom rekel, čakamo, zdaj bomo pač izdali pesem, ki je malo bolj, je pa Vili resni za to, malo več kitar, zdaj smo delali nekako bolj na čustveni plati, zdaj pa delamo na veselju, na energiji in tale pesem, veš kaj, to je, zate Zvezda gori, naslov, in sem prav vesel in upam, da bo ljudem všeč. Mogoče grem malo po rezilu gor, bolj ne bo, ker je malo bolj taka vesela, malo bolj, jaz sem rad kitare. In to je ta pesem, besedilo je to tako, mogoče bo kdo rekel, kaj pa je to zdaj, mislim, ampak, to je Vili resnik. A je to ta skladba, ki si jo posnel, pa je nisem hotel poslušati? Ne, pazi, vedno mi Rok zapoje, zapoje on pesem, ampak je takrat tako težko poslušati, ker jaz vem, kako bi jaz zapel. Čim prijo pa kitare, vem, za to pesem je bila zanimivna stvar, da sva se z mojo skregala, z mojo ženo sva se skregala, ki je rekla, a ti sploh še znaš pet? To je tako za nič, ta pesem mogoče celo ni za tebe. In potem sem se pogovarjala in potem sem prišel v studio, pa drugič, ko smo šli snimat, sem rekel mojemu producentu, sem rekel, stari, jaz sem zapel tako, kaj jaz hočem, ker je rekla, prvič, mlaši se ne sliši, se ne razloči, kaj poješ, glas, kot da ne moreš pet, za nič glas, jaz sem rekel, jaz sem pel tako, kaj. In stari sem zapel v 20 minutah in potem je tudi producent rekel, Vili, noro. To je to. Ok. To je življenje. Svoj glas. Svoj glas, ja. Ki ga ne moraš slišati. Ok. Ja, nažalost. To je kar ironično. Ma ne, se mislim, da imamo vsi ljudje to, da ne moramo vse poslušati, ker je malo je res. Pa je to zdaj, to sem jaz. Ali pa če se vidi, to sem dejansko. Povej mi še eno stvar, če bi po tebi posneli film ali pa napisali eno biografijo, kako bi se imenovala? Noro življenje resnika. Noro življenje resnika. Ker, veš kaj, res to, ko sem doživel in danes se določenih stvari ne bi več upal narediti. In predvsem, ko so me spoznali s to, mi smo bili z en prijatelj, sem bil glasbenik, jaz sem bil glasbenik, kitarist, ampak potem oni so mogli nekaj imeti, pa se je ena pevka se je
ustrašila, Ja. ker je potem zvedela, da je tam 10.000 ljudi in da bo bruka, če ne bodo. In potem sem mene klicali 3 dni pred tem špilom. Jaz sem šel v trener, ki sem šel v Zaječar, stari, sem rekel, v redu, gremo 3 dni, ampak res kmet, ono poln samega sebe, kaj je to ni nič. Stari, in sem šel tja pred 10.000 ljudi pet. Kaj sem pel? Rekel sem kitaristu, stari, postavil se zraven mene, z očevalcem, da bom slišal akorde in potem bom jaz fonetično nekaj pel. Okay. Stari, in oni so mislili tam v Zaječarju, da sem jaz Amerikanc. Ker sem, veš kaj, jaz ker tako hodi na muziko tudi včasih, da fonetično pojem, razumeš, nekaj linija in evo, oni so mislili, da sem jaz Amerikanc in bi skoraj zmagali. Bili smo drugi, atomsko skloništvo je zmagalo, mi smo bili pa drugi Slovenci. Ludi Slovenci, ono, fak, z unim pjevačom, kaj je to z Amerikancom, ono, nekaj enega Amerikanca so imeli, ono, ja, to je življenje, to se danes ne bi upal narediti. Zdaj uživaš v naravi? Zdaj sem vesel, sem na Primorskem že več kot 20 let in ja, Ljubljana za mene predstavlja kar en tak stres, ki si kar živčem in dol se pa umirim, uživam, zrak, gost, mir. Res rabaš, veš kaj, nisem nikoli verjel to starim, so rekli, da so radi doma pa da imajo mir. Sem rekel, Madonna, kakšno življenje je to? To je brezvezno življenje. Ja, se pa vsak prišel svoje, verjemi. Pride čas. Ja. Ko se je treba umiriti. Jaz upam, da ti ta izlet v Ljubljano danes ni predstavljal. Ne, nikakor ne. Že na ko sem mi začel govoriti, sem rekel, dobro je, v redu, čakam, našpičen, kdaj bo kakšen trenutek, ko bo malo ono, pa pa zdaj. Ne. Ampak dobro, ne, se smo ljudje, se znamo pogovarjati. In mi je všeč, veš kaj mi pa všeč, že bom rekel zadnji tvoji sodelavci, ta odnos, da povabite ljudi, ki so nekaj naredili, ker na to bi morali biti ponosni. Pusti mene, jaz sem lahko kmet, ali pa karkoli, ampak ja, to, dragi Slovenci, bi morali biti ponosni na tiste ljudi, ki so nekaj naredili. Ne pa zdaj pluva čez ti ljudi, ja, ker Slovenci je res tak, vse lahko prenese, samo uspeha ne. To je najhujše, najslabše. Škoda, jaz upam, da se bomo s časom pozdravili. Tudi jaz, ampak sem upal, a bomo mi da doživeli, to ne vem, ampak le upanje v brez zadnjo. Lepa misel za konec intervjuja. Najlepša hvala, da si bil hvala tudi moj tebi. Gost. Hvala tudi, veš kaj sem rekel, edino stvar, ki sem ti fovš. Ne, si v redu, Jack, ampak ti imaš lase, jaz si pa nimam. To sem ti pa fovš. To je lasulja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.